Dober večer, dober večer. Evo, vam maham. Živjo, živjo. Dober večer, dober večer. Takole, mikrofončke vam damo na tiho, da se ne bomo motili. Evo, lep pozdrav, lep pozdrav. Super, da smo spet skupaj. Super je, da je prišel spet naš večer. Lahko se kar pogumimo, pa kar napišemo eno dobro novico. Nekaj, za kar ste lahko ponosni nase. Nekaj, kar lahko, en korak, ki ste ga naredili. Zato, da smo vzpodbuda drug drugemu. Zato, da res cenimo vsak korak, ne da se primerjamo, pa mislimo, joj, drugim gre, meni pa ne. Ampak drugim gre, torej lahko kasneje tudi meni. Dober večer. Aha, evo, Urška že piše. Dober večer, vozila avto na malo večjo razdaljo. Jadranka, hvala za kompliment, hvala. No, kaj še? Kaj še? Napišite, prosim, vaš napredek, vsak majhen korak, ko ste zaznali, mogoče mi pa gre tu boljše, mogoče pa se zdaj že zjutraj, je že kakšno jutro več, ko se lahko boljše počutim. Mogoče pa že katera oseba več, ki se manj siten. Mogoče, napišite, prosim. Hvaležna sem, da bolje spim, tako. V službi premagal tesnobo, bravo. Sem ponosna, da sem se soočila s problemom, problemčki, okej. Hvaležna za več energije, bravo. Preživela stresne tedne brez paničnega napada, bravo, bravo, Meri, čestitke. Šla sem v trgovino in mirno čakala v vrsti na blagajni. Tisti, ki ste imeli paniko, veste, kaj to pomeni, biti miren, pa čakati, ali v vrsti pred trgovino, ali v avtu, ki je težko biti miren in čakati. Tako da bravo, bravo, vsak napredek šteje, vsak korak šteje, za vsak napredek smo veseli. Urša, še vedno vztrajam pri telovadbi, danes sem odtelovadila 45 minut. Bravo, Urša, bravo, bravo. Čestitke, čestitke. Moj poklon, pri tej vročini se še meni ne da, ampak bravo, bravo. Bolje spim in se bolje počutim, tudi ko pride tesnoba, jo premagam in se z njo soočim. Čudovito. Dober večer. Včeraj premagala dolgo pot z avtom v gužbi Mr glave, kjer sem bila zaprta 40 minut. Ojojoj, ujetost je namreč moj največji strah, ponosna. Bravo, bravo, Tina, zelo, zelo veliki koraki, veliki premiki. Samozavestno zagovarjala svoje mnenje, Jadranka, bravo. Imam več energije, bravo. Imela sem reakcije na prvo terapijo, ja, so reakcije, nič hudega, reakcije so del tega procesa, v bistvu želimo, da se stvari odpirajo, da se luščijo plasti, da prihajajo na plano, želimo in danes se bomo tudi malo globje spoznali, kako se takrat lotiti tega. Aha, Bogi, od včeraj nobenega apaurina, pospravila grozno škatlo dokumentov, ki je mučila že več mesecev. Ja, bravo, Bogi, čestitke, čestitke, čestitke. Brala knjigo Moja nova samopodoba, bravo, Darja. Upam, da je kaj, me zanima, kaj vam je ostalo, kje ste se našla noter. Tilen, da se lahko zanesejo na mene v službi. Bravo, Tilen, bravo. V trgovini ne čutim neke tesnobe. Odlično, koliko sem jaz ponosna na vas. Bravo, koliko vam gre dobro. Res, vse čestitke. Proti koncu gre priprava za obnovo kopalnice. Bravo, tudi velika stvar, gradbeni posegi v dom, zelo velika, sploh kopalnica, bravo. V službi sem se postavil zase in jim predstavil moje možnosti nadaljnjega sodelovanja. Ja, kakšne hitre korake delate, bravo, koliko sem jaz res ponosna na vas, čudovito. Vsak dan se počutim bolj veselo, bolj umirjeno, z veliko več energije. Romana, zelo v redu. Ksenija, ponosna sem nase, ker čutim sebe in kaj želim. Kako pomembno, da pridemo do tega, da čutimo sebe, da sploh vemo, kdo smo in kaj želimo. Zelo lepo. Hvaležna, spala vso noč, Alenka, bravo. Hvaležna, da si končno vzamem prostor, da predstavim svojo vizijo na sestanki. Wow, bravo, zasedemo svoj prostor, ja. Bila in se sproščala na jogi, čudovito, Seka, imam dobre trenutke. Tako, Nina, tudi če so vmes slabi, to mi je všeč. Imam tudi dobre trenutke, bravo. Maruša, jaz sem pa prvič z vami hvaležna, da me partner podpira pri odločitvi, da sem se odločila za ta korak. Zelo v redu, zelo. Torej, dobrodošli vsi, ki ste danes prvič, vsi, ki ste drugič, vsi, ki ste 10, 20 ali še več, iskreno, iskreno dobrodošli. Super.
Lejte, danes bomo pa pogledali, kako se pa lotiti, ko pa pridejo trenutki tesnobe in nemira. Torej, ko smo mi na tej poti osebne rasti, na tej poti intenzivne osebne rasti, na kateri ste zdaj tukaj v tem programu, se pride do tega, da v bistvu lahko napredujemo iz tedna v teden, iz dneva v dan, vendar včasih pa pademo vmes eno tako črno luknjo. In to tisti, ki ste natančno prebrali prvo knjigo, pišemo o tej črni luknji in mislim, da jo vsak od nas doživi verjetno več kot enkrat. Torej napredujemo in izgleda, kot da lepo gremo navzgor. In potem včasih se pa zgodi, kot da pademo v neko črno luknjo. Ampak takrat nas naša podzavest želi prepričati, ne samo, da smo tukaj noter padli, ampak nas želi prepričati, da smo prišli čisto na začetek. In da je ves ta napredek in ves ta uspeh bil brez veze in da je zdaj smo spet na začetku. In verjetno se je marsikomu že to zgodilo. Ampak takrat morate vi vedeti, da to je nekaj, kar ni res, da ste spet na začetku. Je pa res, da se neke plasti emocij, plasti stresa, plasti nekih nakopičenih občutkov odpirajo in zahtevajo naš čas, našo pozornost, našo ljubezen in našo transformacijo. In zato takrat, ko se to zgodi, da se pridete v temno luknjo ali pa ko dobite tesnobo, ko dobite nemir, takrat je treba se tega, morate vi biti gospodarji svojega telesa in vi biti gospodarji svojih občutkov. In takrat ne smete pustiti, da vas to zavrtinči in da smo bogi in zdaj pa dajmo vse svoje prijateljice poklicati, cel dan o tem govoriti, vsemu okoli povedati, svojega moža obremeniti. Ne. To je samo znamenje, da morate neko plast sebe predelati, prečistiti in nič ni to tragičnega in nič ni to posebnega. Tako, če smo v vročem dnevu nekje zunaj, pa še v kaki naravi, pridemo popolnoma prepoteni domov, prešvicani in vse, kar je to, rabimo en dober tuš, eno dobro bano in eno, ne vem, dišeče milo in smo lahko čisto sveži spet in sveža oblačila. Tako tukaj potrebujemo pot vase in vedeti, kako se takrat lotiti tesnobe, kako se lotiti nemira in vedeti, da je to samo prehodno stanje, ki bo minilo. Vendar ne bo minilo samo od sebe, ampak bo, če mi vložimo svoj trud, svoj čas in moramo imeti malo znanja in veščine. In zato je danes današnja tema tukaj, da pogledamo, kako se lotiti tega občutkov tesnobe, nemira, nekega neugodja, ki nastopi, koliko mogoče že imamo kakšne trenutke, ko nam je dobro. Ali pa tudi, ko smo na začetku, pa se borimo s tem. Prav? Prva stvar, ki jo bomo danes naredili in ki jo tudi vi lahko naredite, je, da preprosto vzamete blokec spet, imate ta dnevnik hvaležnosti oziroma pač nek papir, svinčnik in napišemo, spet bomo pisali, in napišemo 5 pozitivnih vidikov teh moje tesnobe ali tega mojega nemira. In to je najtežja stvar za narediti, ker naš bi nam rad povedal, da je to največja tragedija, da je vse hudo, da smo največja žrtev, da smo najbolj bogi, da ni rešitve. In takrat z močjo svojih misli, z močjo svoje odločitve začnemo vplivati nase, da napišemo 5 pozitivnih vidikov svoje tesnobe, svojega nemira. In zdaj bomo mi to napisali za vajo. Boste videli, ni vedno enostavno. Probajte to narediti, ko se res težko počutite, boste, vsaj pri meni se kar neka močna čustva zbudijo, kar bi jokala, ampak potem, kot da smo naredili en močen preklop in kot da možgani razumejo neko drugo zgodbo. Malo vam bom pomagala. Recimo, da sem začel delati na sebi in postajam vedno močnejša oseba. Da sem se naučil stopiti v svojo moč, da sem se naučil razviti svojo notranjo moč. Da postajam bolj srečen. Da lahko iz sebe očistim neprijetne občutke, da s tem sem na poti proti zdravju. Napišite tudi sami in eno svojo najlepšo podelite tukaj z nami, kar v klepet, zato da si malo, da smo spodbuda spet en drugemu, da si damo ta en pozitiven vidik. Torej, gotovo v zadnjem tednu ste imeli tudi trenutke, ko vam ni bilo lepo.
in zdaj napišemo 5 pozitivnih vidikov tega, da vam ni bilo lepo. Sliši se nelogično, sliši se čisto kontradiktorno, ampak je dejansko res en tak twist za naš da nas obrne v drugo smer, da začnemo videti, da se vse dogaja za nas. Da se vsaka še tako težka situacija dogaja zato, da mi stopimo v svojo moč, da se zavemo svoje moči, da zrastemo svoje vrednosti, da si naredimo bolj uravnovešeno življenje, da si naredimo bolj kvalitetno življenje, da bolj zaupamo vase, da postajamo boljša oseba, da smo vzgled drugim, da drugače vzgajamo otroke, da smo bolj produktivni, da smo mamice manj sitne do svojih otrok, da ste očetje manj nervozni, da smo bolj ljubeči v odnosih, recimo. Ok, evo že pišete, ampak vsak naj jih tudi pri sebi 5 napiše, ne? Lahko tudi koga malo prepišete, če se vam zdi, da vas nagovori. Evo, borec v meni, ko premagam tole, me nič več ne more ustaviti. Res je, res je. Ker ko obvladamo svoj notranji svet, ko znamo delati sami sabo, gledajte, zunaj nas ni ovir, samo znotraj nas so. Hitreje se dvignem iz negativnih misli. Cilka, bravo. Ljubeče sprejemam vse svoje občutke, bravo, tega nismo včasih znali, verjetno ne, jaz že ne. Pozitivna stvar, ko se soočam z anksioznostjo in depresijo, je to, da postajam vedno bolj zavesten sebe in krepim notranjo moč. Čudovit odgovor, bravo, bravo, bravo. David, verjetno gospa, sebe sem dala na prvo mesto in tako se je pričel proces psihofizičnega zdravljenja. Bravo. Zelo v redu, velika modrost je v teh odgovorih, velika modrost, lahko si kjerga tudi prepišete, si ga kam celo napišete, velika modrost in tega se učimo v teh 3-mesečnem programu, da nam to postane naraven način razmišljanja, da nismo več žrtve, da nismo več majhni, da nam niso vse drugi krivi, ampak da rečemo, fak, dovolj je bilo, tega več ne toleriram, dvignem se na višji nivo. Hvala umu in telesu, da mi pokaže ta čustva, ki jih moram predelati. Bravo, velika modrost, bravo. Da se bolj poslušam in zadovoljujem tudi svoje potrebe, bravo. Posebej, če ste mamice, posebej, lejte, toliko enostavno je skrbeti za vse druge, sebe pa zanemariti, pozabiti, ker tako smo bili tudi vzgojeni, da je to slabo, če skrbimo zase, ne? Barbara, to, da po dolgem delu na sebi dokončno zgradim ljubečo in pozitivno samopodobo. Bravo, bravo. Ja, tisti, ki ste že leta in leta delali na sebi, vam je ta program res točno tisto, kar vam je še manjkalo, da naredite zadnje globoke premike v svoji notranjosti. Da vse to, kar ste že logično preznali, da znate zdaj tudi dejansko na tem globokem nivoju uresničiti. Jenny, ne bom si dovolila več, da samo kimam. Tako. Petra, bolj poslušam sebe, vrnila sem se nazaj k sebi. Ja. Andrej, za dežjem vedno posije sonce in tudi te težave so prehodne in bodo minile. Ja. Mateja, sprejemam občutke in grem dalje, tudi če je težko. Bravo. Sem ugotovila, da moja vrednost ni odvisna od tega, kakšni so drugi do mene. Aleluja, Daniela, velik, velik, velik korak. In potem imamo kar naenkrat moč v sebi, ker lahko sebe, ker drugih v bistvu sploh ne moramo spreminjati, ne? Saj smo že vsi probali, ne? Pa ne gre, sebe pa lahko. In potem imamo moč, bravo, velika modrost. V teh vaših stavkih velika modrost. Ignoriram in se obrnem, ko me nekdo prizadene, rečem samo ja in se obrnem. Tako boš, ko jaz bi rekla še en korak naprej, pogledam, kaj sem jaz delala leta nazaj, pa tudi veliko, veliko krat, ko me je nekaj prizadelo, sem rekla, ok, tebe ne morem spremeniti, lahko sebe spremenim. Kje v meni je ta rana, ki me zaboli, ki jo jaz lahko zdaj rešim in pozdravim, da naslednjič, ko mi boš probal isto narediti, da ne bom več, da več me ne zaboli. To je modrost potem, ne? To je modrost, da znamo vsakič to rano svojo pozdraviti, da naslednjič, ko gremo v svet, nas vedno manj prizadane. Mary, začela sem se zavedati, da ni z mano nič narobe, da so čustva normalno in jih je treba izražati in ne izkrivati. Aleluja. In če bi Slovenijo to naučimo, aleluja. Kako lepše bi živeli vsi. Ponosna, da delam na sebi, se poslušam in si znam sama pomagati. Vesna, odlično. Rudi, počasi gre naprej, ker se dogaja stvari v službi in doma. Veliko dela in skrbi, ampak lažje prenašam kot prej. Ok, cool. Sprejemam svoje občutke, Petra, odlično. Ponosna sem na se, ker sem začela delati na sebi.
Ja, začela sem se poslušati, čutiti svoje občutke. Koliko ste fajn, gledajte, kakšne velike. To je res modrost, kar se zdaj učimo in bravo, da me stalno poganja k delu na sebi. Tako. Ko se slabo počutimo, je to znak, hopla, nekaj imam za narediti pri sebi. Ne? Se zamotim z delom in ko me kaj muči in je mi boljše. Tako. Božko, kot sem rekla, ne samo zamotiti se z delom, ampak raziskati, kaj zadaj in se ukvarjati s svojimi občutki, da naslednjič več ne bo stiske. Urška, zaupam in verjamem vase, lahko grem naprej bolj sproščeno. Super. Seka, obvladujem svoje negativne občutke in s tem tudi dvigujem svoje razpoloženje in zmanjšam stres v telesu. Bravo, Seka, super. Dober do čutnih ljudi, ja. Tamara, da vedno bolj slišim in čutim svojega notranjega otroka in se povežem z njim. Bravo, tako. Da sem poiskal pomoč, Dejan, ja, ker premagam tesnobo, sem zadovoljen v sebi, tako. Podobnih se izogibam, ker negativno energijo nosijo. Tako, Božko, to je tudi v redu. Očistim negativna čustva in se bolje pozitivno razmišljam, ja. Hvaležna sem za vso pot do sedaj, da res globje in globje vidim in čutim sebe. Ja. Vesela za svoje otroke, ok? Pokaže, kaj moram učistiti, da bom bližje čutenju, ljubezni in radosti. Tako. In vidite, tu je pravi način, da ko se nam neka čustvena bolečina odpre, je tu zato, da jo pozdravimo in da mi zrastemo, da smo bolj srečni, bolj ljubeči, bolj uspešni, vse bolj. Znam prisluhniti telesu in občutkom. Ja, Božko, tudi drugim, ja, da začne imeti rada sebe, da bom najprej ok jaz, potem so lahko ok tudi vsi okoli mene. Odlično, Maruša, treba je začeti pri sebi, tako. Negativna občutja se prelevijo v pozitivna, rastem in se učim, da moje telo očistim sleherni dan, tako. Dobro. Srečko, zavedam se, da bom premagal vse to stranje, ki se mi nakopičilo v teh zadnjih letih. Iskreno, evo. Tako, super, Srečko, hvala za iskrenost. Sprejemam negativno čustvo in jih raziščem, bolj odprta za pomoč. Bravo, zelo lepo ste napisali. Torej, to si zapomnite kot tehniko, kot metodo, ko vam je nekaj zelo težko, ko nekako ne morete ven iz kroga negativnih misli, ko vas nekaj hoče potegniti v eno negativno spiralo in vas počutje vleče navzdol. Takrat se prisilite, vzamite papir in napišite 5 pozitivnih vidikov tega mojega sranja. 5 pozitivnih vidikov tega, da se mi je zgodila ta pa ta krivica. 5 pozitivnih vidikov tega pa tega, da so, ne vem. In boste drugače, in ko se boste začeli na ta način razmišljati in to pisati, se vam bo začel spreminjati vaš um. In boste tisti navajen vzorec žrtve se bo prelevil v nekaj drugega. Ne? Tako da to je prvi način, kar smo zdaj, prosim, zapomnite si, pisali smo dnevnih hvaležnosti na prejšnjem četrtkovem srečanju, ki si tisti, ki se niste pogledali, si pogledajte s terapijo še od četrtka. Torej, vzamemo blokec in imate 2 načina napisana tu na platnicah. Prvi način je, napišemo 10 stvari, za katere smo hvaležni. Lahko se samo okoli sebe obrnemo, hvaležna za rožico, hvaležna za računalnik, hvaležna za kulico, za kavico, za družino, za otroke, za sodelavce, za sveža oblačila, za streho nad glavo, karkoli. 10 stvari. Vsak dan. Naslednjih 10 stvari pa si napišete tisto, kar želite, kot da že imate tisto, kar si želite v prihodnosti, napišete, kot da že imate. Recimo, tako hvaležen sem in srečen, da sem cele dneve pozitivna. Ali pa tako hvaležna sem in srečna, da sem zdrava, polna energije in mi vse gre odlično. Recimo. Ne? Tako, se pravi, to sta 2 načina. Tretji je pa to, kar smo zdaj pogledali, kadar se ne počutite dobro, da vzamete in napišete 5 pozitivnih vidikov tega moje slabe situacije, v katerih trenutno sem. Ne? V redu? Kako vam je bil ta način zdaj? Napišite mi hitro, na kratko, kako se vam je zdel ta način? Ali ga boste lahko vzeli za svojega? Torej, 5 pozitivnih vidikov tega mojega negativne situacije. Ali boste lahko to, kako se zdaj počutite, ko ste to napisali? Čutite večjo moč, čutite drugače? Napišite, prosim. In Bogiša nam je zaupala, da se ne čutim več krivo, ko se zaprem z vami in to so moje ure. Absolutno. Evo, minimalno, da si vsaj te par ur na teden vzamete zase. Večja moč, problem se mi zdi manjši. Ja,
Zelo nenavadno, vendar deluje. Ja, res je. Absolutno vzamem za svoje. Bravo. Vzamem ga za svojega, večja moč zagotovo. Da. Ja. Ok. Čutiš drugače, ko pogledaš situacijo z druge strani. Deluje. Da. Tako. Torej, to si zapomnite. Deluje pozitivno, ko obrneš kontra. Ja. Moj srček. Ok. Olajšanje je večja moč. Krasno. Tako da to imate zdaj. Prvo stvar, ko se ne počutite dobro, napišite 5 pozitivnih vidikov te moje težke situacije. To je prva stvar. Druga, pol pa bomo šli zdaj k tapkanju. Ja, berem. Način mi je dal bolj zavesten pogled na neprijetna čustva, brez obsojanja, lažje razrešiti in se soočiti s tem. Tako, bolj objektivno. Dejan, kakšna je razlika zapisati slabe občutke kot dobre? Meni včasih pomaga zapisati slabe, da jih nimam več v glavi. Tudi lahko, Dejan, jaz načeloma pa učim, da mi slabe občutke s tapkanjem ven spravimo. Lahko pa tudi s pisanjem, ampak mislim, da je tapkanje bolj učinkovito. Če vam pa pomaga, Dejan, pa tudi lahko. Jenny, ko da mi padajo bremena. In to je cilj, da nam padajo bremena tukaj. Tako, zdaj pa si zamislite eno situacijo v zadnjem tednu, ko ste čutili nek nemir, neko tesnobo, neko neprijetno, ko je lahko je bilo cel dan konstantno, lahko je bilo zjutraj, lahko se vam je naenkrat pojavilo, zaprite oči, probajte se spomniti tega trenutka, pa če vi da se meni računalnik. Probajte se za ta trenutek zamisliti, predstavljajte si sebe v tisti situaciji. In zdaj bomo naredili vajo, kako bi takrat lahko reagirali, da bi si to čim prej olajšali. Ja. Tamara sem prebrala, ja, super. Torej, pogledamo tisto situacijo, ko smo se čutili tesnobne in ko da se tam preselimo in kadar čutite to, lahko uporabite osnovni postopek tapkanja, ki gre čisto preprosto tako. Začnete na karate točki in rečete, kljub temu, da čutim recimo tesnobo, se imam rad in se sprejemam. In bomo zdaj to 3-krat naredili, lahko z mano to ponavljate, zato da ta osnovni postopek res osvojite, ga lahko uporabite kadarkoli, spet kot drugo pomoč, s katero si pomagamo. Pa gremo še enkrat. Kljub temu, da čutim tesnobo, se imam rada in se sprejemam. In tretji način, kljub temu, da čutim tesnobo, se imam rad in se sprejemam. In potem gremo prvi krog, govorimo negativno. Čutim tesnobo. Božko nam svetuje počepe. Tudi lahko, ampak zdaj gremo res tehnike, s katerimi res vplivamo na svoje čustva. Sicer pa počepi tudi super. Čutim tesnobo. Na vsaki točki. Čutim tesnobo. In govorite o tem. Čutim tesnobo. Čutim tesnobo. Čutim tesnobo. Čutim tesnobo. Čutim tesnobo. Potem gremo drugi krog izmenično in rečemo, kaj če se sprostim? Ne morem. Kot da bi se malo kregalo, spet en del našega uma bi se sprostil, en del pa ne bi. Kaj če se sprostim? Ne morem. Kaj če se sprostim? Ne morem. Kaj če se sprostim? Ne morem. Gremo še tretji krog. Izberem, da se sprostim. 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 Super. In naredimo močen vdih, izdih. In to si lahko pomagate kadarkoli, kjerkoli. Velikokrat deluje, vedno pa ne. Zakaj? Zato, ker je potrebno iti globje, ker je potrebno iti poiskati izvor te naše tesnobe. Ja? Ampak za začetek lahko ta osnovni postopek vedno uporabite. Tisto, kar čutite negativno, daste v besede, naredite 3-krat na karate točki. Potem naredite prvi krog, kjer govorite negativne besede,
Naredite drugi krog, kjer izmenično rečete negativno, pozitivno in tretji krog naredite pozitivne besede. Pa bomo še en primer naredili, da si boste lažje zapomnili, recimo, če ste nemirni. Tisti, ki želite, si lahko to napišete, imate pa to tudi v knjigi zelo lepo razloženo. Ampak da boste imeli pri roki. Torej, gremo zdaj, kadar recimo čutite naenkrat nek nemir, pa ste v službi, pa imate 5 minut, da se lahko umaknete nekam na stranišče, v neko luknjo, kjer vas nihče ne vidi, da lahko tapkate, da lahko zaprete oči, da probate vsaj malo olajšati. Ko pa pridete zvečer domov in ko imate zvečer pol urce časa, takrat je treba malo bolj temeljito se s tem ukvarjati. V redu? Torej zdaj recimo, da imamo nemir, kako postopati. Začnemo na točko in rečemo, kljub temu, da sem nemirna, se imam rada in se sprejemam. 3-krat. Kljub temu, da sem nemiren, se imam rad in se sprejemam. In še 3-tič, kljub temu, da sem nemiren, se imam rad in se sprejemam. In naredimo prvi krog in samo govorimo, nemiren sem. Opisujemo to, kar čutimo. Nemiren sem. 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 In zdaj gremo izmenično, pa že hočemo vnesti neko pozitivno spremembo vase. In rečemo, kaj če se sprostim? Ne morem. Ali pa kaj če se pomirim? Ne morem. Kaj če se pomirim? Ne morem. Kaj če se pomirim? Ne morem. In zdaj gremo tretji krog pozitiven, kjer uporabimo besedo izberem, s katero resnično hočemo vplivati na svoje počutje. In rečemo, izberem, da se pomirim. 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 Super, naredimo močen vdih, izdih. Tako, to je zdaj drug način, kako si pomagate lahko takoj. Prvi je bil opisati 5 pozitivnih vidikov, drugi je bil kar tapkati na čisto osnovni postopek na simptome. Pa me zanima, kako vam je ta na drugi način všeč, kako vam je delovalo, če ga razumete, če si boste znali pomagati. Napišite, prosim. Nina pravi, super. Še čakam, da kaj napišete. Ne vem, malo vaje, pa bo je potrebno tapkati. Razumem, hvala, meni je bilo odlično. Ok, odlično, ja. Super mi je bilo, si bom znala pomagati. Aha, meni je bil ta način pomagal že v uvodnem videu. Ja, res v uvodnem videu smo to dali. Super, super. Tu sem, da verjamem vase. Tako. Meni pomaga. Danes sem to že prvič na terapiji preizkusila, bom vnesla v prakso. Odlično, super. Zelo razumljivo pomaga pri vrtoglavici, mi je pomagalo preizkušeno to. Kaj pa, če ni boljše v prvem krogu, še ponovimo ali gremo kar naprej v drugi krog. Lahko pa prosto prvi krog ponavljate, tako bogi. Lahko, dokler čutite, da vam paše govoriti, lahko večkrat ponavljate, tako lahko pomaga. Prvič sem to naredila, najprej cmok v grlu, šlo mi na jok in tesnoba, potem na koncu malo boljše. Ja. Mal boljše, čeprav ne morem se losati te stiske v sebi, pa ne vem, ali je od klime napihalo, ali je stiska zares, pa ne bom šla k doktorju, ampak mogoče bo spustila. Ok, umakni senco in tapka. Kako obrneš v pozitivni stavek pri vrtoglavici? Izberem, da sem stabilna, izberem, da je moja glava stabilna, mirna, da lahko nekaj takega. Tako, zdaj gremo pa na tretji način, ki je pa najbolj učinkovit, najglobji in res tudi prinese trajne rezultate. To pa je to, da ugotovimo, zakaj za vraga je v meni ta tesnoba zdaj. S čim za vraga je to povezano?
In tukaj moramo pa razumeti to povezavo med sedanjo izkušnjo in med preteklo izkušnjo. In vedeti morate, da ta izkušnja, ki jo danes čutite, je povezana z neko preteklo stresno situacijo v 99%. Torej, če mene danes tišči, to ni nujno, da je od danes, ampak se je nabiralo v meni. In neke stresne situacije so povzročile te občutke tukaj. In ta pravi, najgloblji način, ki vam ga res tudi toplo priporočam, da se ga naučite in da ga uporabljate, pa je, da malo raziščemo, da smo malo detektivi, da malo pogledamo, ja, zakaj le je to imam danes ta nemir? Zakaj imam to tesnobo? In tukaj se moramo mi prepustiti modrosti telesa. Naj nam telo pove, kdaj za vraga smo doživeli neko stresno situacijo, ki ni nujno, da je bila isti nemir ali isto tiščanje. Nujno je samo, da je bila nam neprijetna. Razumete? Kdaj sem doživela nekaj stresnega, da se je zapisalo vame, da še danes čutim posledice. To je vse, kar iščemo. Iščemo povezavo med občutki sedaj, med stresno situacijo v preteklosti. In da to naredimo, primemo se s 3 prsti, nežen prijem je to, kotičke oči in tukaj. In zapremo oči in se preprosto vprašamo, od kdaj imam v sebi to tesnobo ali pa ta nemir. Preden pa gremo, pa vas bom prosila, da najprej poiščemo, kaj bomo danes sploh delali. Torej, zaprete oči še enkrat, izberite, katero situacijo želite raziskati, nekaj iz zadnjega tedna. Nekaj, ko ste res imeli tesnobo, nemir, neko neprijetnost, neko nelagodje, sami veste, kaj bi to bilo? Lahko je bilo razbijanje srca, lahko je bila vrtoglavica. In se zdaj v tisto situacijo najprej prestavite, se pravi v neugodje pred tem zadnjem tednu, in iz tu ven bomo šli iskat nazaj. Prav? In se primemo s 3 prsti in se vprašamo, katera stresna situacija iz mojega življenja je vplivala name, da se jaz danes tako slabo počutim. Recimo, da je nastal ta nemir, ta tesnoba. Torej, kot konkretno imate nek nemir v srčku, v telesu, samo rečete, kaj se je meni zgodilo, kdaj se je meni nekaj stresnega zgodilo, da se je zapisalo vame in da je moje telo odreagiralo s to tesnobo. In prva misel, ki vam pride, je v redu. Prva ideja, prva slutnja, prva, ne vem, včasih pridejo jasne slike in jasen odgovor, včasih pride pa en tak čisto nežen preblisk, tudi tisto je prava stvar. Karkoli se vam tukaj pojavi, je okej. In zdaj me zanima, kaj se vam je pojavilo. Ker tu pa se začne pravo bistvo tega programa, pravo bistvo zdravljenja tesnobe ali pa odpravljanja tesnobe, pravo bistvo, ko lahko res trajno stvari spremenimo. In me zanima, ali ste našli, kaj ste našli, če niste, vprašajte, ker tukaj, če ne najdemo, si pač izmislimo nekaj leta in si izmislimo nekaj. Torej, kaj ste našli? Kaj ste našli, da je ta nemir, tesnoba povezano? Včasih najdemo nekaj iz otroškega vrtca, pa to se nam zdi butasto. Mi smo odrasli, uspešni ljudje, pa se nam pojavi en prizor v otroškem vrtcu. Ali pa se nam pojavi ena prva ljubezen izpred 20-30 let. Ali pa se nam pojavi, ne vem, prva prijateljica, ko nas je pustila na cedilu. Okej. Javno nastopanje v šoli, pa tudi nastop. Evo, igranje klavirja ima povezavo z današnjo tesnobo. Starša se prepirajte izpred tolikih let, ima povezavo, da ste danes slabo počutite. Imam samo leta, Lola, brez dogodka. Ok, Lola, potem si samo zamislite sebe pri teh letih, otročka pri teh letih, najstnico pri teh letih in tisto najstnico samo gledajte sliko in tako delamo naprej. Travmatična izkušnja
podobni dogodek izpred 7 let, ko je istočasno moj brat moral zaradi nekega dejanja v zapor in nas je to močno pretreslo. Okay. Izguba zavesti, očetovo dretje. Okay. 2 osebi, ki sta me prestrašili, strah na odru, 6 let, ljudje me zaničujejo, zavrnjena ljubezen, odgovorna za čustva. Okay. Berem. Ja. Okay. Tako, našli ste, če kdo slučajno ni našel, si izmislite leta in potem si sebe naslikate pri teh letih in zdaj gremo mi to delati. Zdaj pa začnete tapkati in imate istočasno zaprte oči in istočasno gledate situacijo in tapkamo in čutimo to izkušnjo in zdaj damo tem občutkom priložnost, da pridejo na plano. In se potopite v tisto težko situacijo, ki se je zgodila pred tolikimi leti in ki je nekako na površju našega telesa nam nagaja in zdaj res ljubeče pogledamo, vmes pa tapkamo, ker s tem, ko tapkamo, mi vplivamo na te meridiane, to so energijske poti po telesu, ker tapkajte, ko vam govorim, ki imajo Kitajci celo znano že tisočletja postavljeno, s katero pikajo iglice, da bi te blokade odpravili iz teh meridianov. Mi pa tapkamo in se sočasno smo še bolj specifični, ker točno en spomin obravnavamo. Ne vemo točno, kje v telesu je ta blokada, vemo pa, čutimo, da se nekaj dogaja, opazujemo spomin in hkrati čutimo čustva, čutimo neke občutke v telesu, lahko tudi fizično se nam kaj dogaja, vrtoglavica, slabost, karkoli. In preprosto na ta način sprostimo to bolečino, ki je v nas, to neugodje, ki je v nas, te neprijetne občutke, ki so v nas. In mi ljudje imamo različne zgodbe, zelo različne zgodbe, ampak ker smo vsi ljudje, imamo pa čustva pa enaka, občutki strahu, zapuščenosti, neljubezni, mogoče celo ogroženosti, v glavnem strah, žalost. In zdaj to čutimo in doživljamo. In vsak od nas to dela individualno, v svoji sobici, v svojem prostorčku, v svojem kraju, ampak vseeno smo nekako energijsko mi vsi povezani, smo drug drugemu podpora. Vsak pa mora se soočiti sam s sabo, z svojimi čustvi. Vsak je lastnik tega svojega spomina in vsak ta svoj spomin najprej ljubeče pogleda. Najprej si dovolimo še enkrat čutiti to bolečino iz tistega spomina, kakršnikoli obliki že, in dovolimo, da ti občutki gredo ven iz nas, sami bodo odšli. Naša edina naloga je, da tapkamo in sočasno nekako podoživljamo spomin, kakorkoli že. To na začetku se vam zdi, da vam ne gre, ampak v bistvu nam gre. Zaupajte si, zaupajte procesu, nenavaden proces je, čisto nov vam je, zaupajte si, v redu vam gre, ne dvomiti vase, ne misliti, kako so drugi boljši in drugim gre, meni pa ne. Samo preprosto po svojih najboljših močeh in to je dovolj. Se ukvarjamo s tem starim bolečim spominom, s to staro bolečo zgodbo, s tem neugodjem in ga še enkrat čutimo. Še enkrat in to zadnjič, ga potegnemo na plano in si dovolimo ponovno začutiti občutke, ki mogoče takrat jih niti nismo vse tako doživeli, ker so se samo so se naložili v našo podzavest. In mi jih nismo uspeli sprocesirati, se o njih pogovarjati in zato so ostali nekje naloženi in na tak način nam najbolj nagaja.
In tapkamo, lahko jokamo, ja, lahko jokate, lahko se potite, lahko imate kakršnokoli reakcijo, lahko samo opazujete ta spomin in ga oblivamo z brezpogojno ljubeznijo. Karkoli je bilo hudega, zdaj teče brezpogojna ljubezen čez tisto izkušnjo strahu. Brezpogojna ljubezen teče čez tisto izkušnjo zapuščenosti. Brezpogojna ljubezen teče čez tisto izkušnjo stiske. Brezpogojna ljubezen teče in zdravi in čisti in pomirja. In dovolite si čutiti najprej v vsej širini in globini to bolečino in potem čez to bolečino se vliva brezpogojna ljubezen, ki je vedno močnejša od strahu. In ta brezpogojna ljubezen spreminja vse. In samo dovolite. Samo opazujte ta proces. Hkrati ste glavni igralec, hkrati ste režiser, hkrati ste opazovalec. Tako brezpogojna ljubezen teče čez vse te občutke. Zdravi, čisti in pomirja. Prinaša mir, prinaša varnost, prinaša ljubezen. Vse je okej. Mimo je. Mimo je. Našo podzavest želimo naučiti, da je to že zdavnaj mimo. Da se ta dogodek več ne dogaja zdaj, tukaj, v tem prostoru. Našo podzavest želimo naučiti, da je to že zdavnaj mimo. In tudi naša zavest se naučimo, da od vsega, kar nam je ostalo, od takrat, so samo stari občutki. In zdaj jih preprosto sprejmemo in jim dovolimo, da gredo ven iz telesa. Dovolimo, da se ti občutki izlijajo ven iz telesa. Dovolimo, da brezpogojna ljubezen, kot da bi umivala, kot da bi se tako spuščali en velik curek vode ali pa slap in se čisti. In vse, kar ni ljubezen, počasi odteče iz telesa, samo bo odšlo, samo dajmo jim čas. Vse, kar je strah, žalost, jeza, nemoč, lahko odide iz telesa. Ko teče brezpogojna ljubezen čez celo telo, čez vsako celico, strah nima moči, strah se umika, odhaja. In lahko ga celo pospremimo z ljubeznijo. In mu rečemo, dragi moj strah, hvala, ker si bil z mano vsa ta leta, ker si me hotel čuvati, ker si me hotel obvarovati. In hvala ti, dragi strah, ker zdaj odhajaš. Lahko greš in pokam pomagaš še komu drugemu. Hvala, moj dragi strah, ker si bil z mano. In hvala, ker odhajaš. Rada te imam, pojdi. Vse je dobro, pojdi. Spustim te, pojdi. Hvala, pojdi. In ko da gre brezpogojna ljubezen še enkrat čez celo vaše telo, mogoče vam je nastala praznina. Napolnimo zdaj to praznino z ljubeznijo. Naj ta spomin zasije kot nekaj svetlega, lepega, čistega. Naj ta spomin popolnoma zasije in vse je okej. Brezpogojna ljubezen teče, zdravi, čisti in pomirja. Vse je dobro. Varen sem, varna sem. Vse je okej. Brezpogojna ljubezen teče čez vsako celico, čez vse občutke, zdravi, čisti in pomirja. Super, naredimo močen vdih, izdih in mi boste povedali, kako se zdaj počutite, kaj se vam dogaja, malo napišete. Kar napišite, prosim. Super občutek, sem prejokala in se počutim malenkost boljše, okej.
Se malo bolj pomirjena, ja. Mehke noge, malo mravljinci, težko sem si predstavljala na koncu lep dogodek, še nismo na koncu, zato si še ne morete predstavljati, umirjeno. Solze tečejo, super, noge pečejo, sproščenost in mir, malo joka potenje. Že dolgo nisem tako zajokala, ob terapiji sedaj sem bolj mirna. Olajšanje, moško, okej. Jokala kot dež. Malo boljši je, še eno terapijo bi mogla narediti pred spanjem, ja. Super, olajšanje, ja. Kaj še rabite v tistem spominu, da bi lahko bili čisto sproščeni? Kaj bi bilo še treba? Mile bi rad jokal, se bo prišel jok. Včasih pri nekaterih ni se ne čisti z jokom, včasih ne moramo tako močno čutiti, ampak glavno, da so neki premiki, da so rezultati. Eni imamo, jaz imam ogromno joka, eni pa brez joka procesirate, tako da vse opcije so okej. Tako da se je nekaj raztapljalo. Dosti bolje, bolj sproščen, manj prestrašen. Ja, se še nismo konec, malo še gremo, kar gremo. Še teče brezpogojna ljubezen, še v obilju jo še imamo in jo spuščamo in ta brezpogojna ljubezen gre zdaj čez vsako celico, čez vse te občutke, čez vse te vaše spomine. Dovolite, da brezpogojna ljubezen sama naredi ta proces čiščenja. Bodite malo bolj zmehki, malo bolj spustite. Samo opazujmo. Naj brezpogojna ljubezen sama zdravi, sama čisti. Naj naredi veliko spremembo. Samo opazujmo. Opazujmo. In vemo, da smo vredni te brezpogojne ljubezni. Vemo, da smo vredni. Zaslužimo si to brezpogojno ljubezen. Vredna sem te brezpogojne ljubezni. Zaslužim to brezpogojno ljubezen. In tudi, če je nismo od staršev dobili, Mile piše, nič hudega, se bomo naučili jo sprejemati zdaj. Sami sebi jo bomo dali. Zdaj smo sami sebi starši in sami sebi otrok. Tudi jaz nisem dobila brezpogojne ljubezni. Veliko skrbi, pa skrb za toplo, pa hišo, pa vse, ampak srček moj je bil pa vedno žejen in lačen ljubezni. In se naučimo to sami sebi dati. In uporabimo domišljijo in si predstavljamo, kako teče ta brezpogojna ljubezen, ki nam je naši starši pač niso znali dati, ker tudi oni očitno niso dobili. In ta brezpogojna ljubezen zdravi, teče čez vsako celico, čez vse občutke, čez vse naše telo, predvsem pa čez ta spomin. Spreminja, transformira. Bodite mehki, pustite. Naj brezpogojna ljubezen naredi, kar mora narediti. Brezpogojna ljubezen zdravi. Tam, kjer ste bili najbolj žalostni, najbolj prizadeti, najbolj ponižani in najbolj lačni, sestradani ljubezni. Brezpogojna ljubezen zdaj nahrani ta naš spomin. Nahrani tudi vse te ljudi, ki so bili vključeni v ta spomin. Ker vsak, ki nam je naredil krivico, nas prizadel, je bil tudi sam na nekem nivoju sestradan ljubezni. In zdaj ta ljubezen zdravi tudi te ljudi in jim oprostimo in jim odpustimo in jim oprostimo in odpustimo. Kadar se pa bolečina izlije ven iz nas, pa je oprosti pomeni bolj pustim, da gre. Pustim, da gre. Nočem, da me obremenjuje več. Zaradi ljubezni do sebe, spustim, da gre. Nočem ta trn imeti skozi v sebi.
To je odpuščanje. Prav odpuščanje je tisto, spustim, da gre. Nočem sebe raniti, zato da bi nekomu drugemu škodil. Spustim, da gre. In še malo spustite, karkoli je bilo bolečega. In si dovolite sprejeti ljubezen, tudi če tega nikoli niste mogli. Tudi če vam je bila vedno ljubezen skromno odmerjena, skopo odrezana. Ta trenutek je tega v obilju za vse nas. Brezpogojna ljubezen je ta trenutek tukaj za vas in vas zdravi in vas čisti in vas pomirja. Brezpogojna ljubezen je tukaj za vsak naš srček, ki je rabo ljubezni in je ni bilo. In naš srček si je to zapomnil in zato imamo danes tesnobo, zato nas boli želodec, črevesje, zato ne moramo spati, zato smo panični, prestrašeni. Ampak zdaj brezpogojna ljubezen zdravi, čisti, pomirja in vse je okej. Varen sem, varna sem. Danes je te ljubezni v izobilju. Danes je te ljubezni tukaj za nas v izobilju. V tem spominu, v tem življenju je te ljubezni zame dovolj. In vse je okej. Ok, super. Naredimo zdaj vdih, izdih. Pa mi boste povedali, kako se zdaj počutite. Kaj se vam zdaj dogaja? Prijetno pomirjeno, ja. Res začuti odpuščanje, bolje, veliko bolje, zaspan in utrujen, utrujena, dobro, to je normalno. To je normalno, ja, sproščena, krasno. Pomirjeno. Zdaj bi te objela Acija. Jenny, evo, objemček vam vsem. Prebujam ljubezen v sebi, bravo. Utrujena, sproščena, mislim, da moram še tapkati, hudo mi je, ok, kar nadaljevati, še spustiti, bolje in utrujeno, bravo Vesna, super, zadovoljna. Torej, jokam, ker sem se do sedaj zanemaril in se nisem ljubil, Andrej, bravo, da je ta delček samo ljubezni zelo močan, bravo Andrej, bravo za moške, en tuš rabim, ko sem tak švicala. Ok, bolje, super. Tako, zdaj pa samo še zadnja stvar. Aha, video otrok, pogledal me v oči, dvignil roke in mi šel na ročje. Super. Mravljinčenje, pomirjena, sproščena in da dovolim, da se sproštim. Ok, Maruša, še se negativne stvari odpirajo, lahko jutri potem nadaljuješ. Super. Začutila, kako veliko ljubezni sem dobila v nedavni situaciji, pa se prej nisem zavedala oziroma bila hvaležna, tako kot zdaj. Ok. Krasno. Torej, zdaj pa samo še naredimo eno tako ponovitev tega, kar smo se danes naučili. Torej, kadar imate neprijetne občutke, ko vas preplavljajo, ko ne veste, kako ven iz njih, 3 stvari smo danes pogledali, kako si lahko pomagate takoj. Ena stvar je prva, da napišete 5 vidikov te moje negativne situacije, 5 pozitivnih vidikov. To je prva stvar. Druga stvar je, da začnete tapkati in tapkate čisto osnovni postopek, kjer greste prvi krog negativ, najprej 3-krat na kar te točki, prvi krog negativen, drugi krog izmenično in tretji krog pozitiven. In zdaj bomo na koncu pa še se prijeli s 3 prsti in poiskali situacijo iz preteklosti, kjer smo imeli premalo ljubezni, preveč stresa, žalosti, strahu in ta situacija vplivala na to našo tesnobnost, ki se nam zdaj v sedanjosti pojavlja. To je pa tretji način. 3 načine smo se danes naučili, mislim, da ste jih lahko dobro razumeli. In zdaj pa sem še en tak zadnja stvar, ki jo želim od vas, vem, da ste utrujeni, prešvicani, vse, ampak samo še pomislite, kaj ste se danes naučili.
Ali ste dobili nekaj svoje moči? Kaj vam je bo danes ostalo, da se boste znali spopasti s svojimi negativnimi občutki, ko bodo prišli, ker bodo še prišli? Prav? Torej, kaj boste od danes odnesli v naslednje dni, v naslednje tedne, mesece, v življenje, da si boste znali pomagati, ko bo hudo? Napišite. Več znanja, več moči, tako, odpuščanje in hvaležnost, bravo. Metoda za pomirjanje in varnost, občutek, da imam lahko kontrolo, bravo. Sprejeti občutke, tapkati in spustiti, bravo. Vsi ti občutki niso zdaj, ampak iz preteklosti in vse že mimo. Bravo, gledajte, vsak je nekaj zase potegnil, bravo, bravo. To, da najdem paralelo v preteklosti in tapkam, ja, malo, in mi pomaga pri raztapljanju vzorcev, bravo. To, da bom ob slabih občutkih znal sebe sprejeti. Bravo, Peter. Ja. Da se zavedam, da sem jaz sama sebi rešitev z vsemi znanji, ki sem dobila tekom terapij. Bravo, Petra. Odpustila sem ji. Bravo, Jenny. To, da ne smem obupati. Ja. ACE je zelo poučne in koristne metode, ki se jih bom posluževala. Tako, ne pozabiti na njih. Ukvarjala se bolj, kako umiriti svoje telo. Ja. Tapkanje bo del mojega vsakdana. Bravo, bravo. To je lahko velika poslovna prednost. Ko znate to, ko pride kakšna stiska in v poslu ali osebno, ko to znamo, gledajte, potem the sky is the limit. Za vsako terapijo in izvajanjem večja moč in samozavest, da lahko spreminjam stvari. Super. Sprejeti slabe občutke in veš, da lahko daš ven s tapkanjem. Ja. Tapkati na preteklo slabo izkušnjo, Darja, ja. To, da vem za rešitev, vem, da se lahko sama pomirim s temi 3 metodami, odlično. Vedno, ko se počuti neprijetno občutek, se umakniti in karate točka in cel postopek. Super metoda. Metoda za pomirjanje, sami to zelo pomaga, ja. Da sprejmem negativne občutke in jih poskusim spraviti iz sebe. Krepitev veščin za brezpogojno ljubezen, ja. Izjemno dobre tehnike, da se pomirim brez potlačevanja čustev ali pomoči pomirjeval. Res je. In kot znamo to delati, potem ne rabimo več skozi neka pomirjevala, da nas pomirja. In to gre na splošno dobremu počutju, k samozavesti, k zdravju. To je res najboljše možno, kar lahko zase naredimo. Sam si bom dal brezpogojno ljubezen v najtežjih trenutkih. Aleluja. Bravo. Bravo. Jaz si poslušam terapije, preden zaspim ali pa me zmanjka. Super. Tako, evo, in ura je 8, lepo se spočite, v četrtek se spet vidimo, spet bomo naredili kakšen korak naprej, torej bravo, bodite pogumno na poti tega, kar si vi želite, da se boste iz dneva v dan boljše počutili. Vse dobro vam želim in lahko noč. Srečno.